bistvu je bila situacija v trgovini enkrat, ko pač prišel človek in me je prosil za kozarec vode in bila sem zaposlena tam, kot prek študentskega dela. In ta čas, ko sem jaz prišla nazaj s kozarcem vode, je ležal na tleh in je pač bila gruča ljudi okrog, ki ni znala odreagirati. To je zgodba Nataše, študentke medicine na Mariborski medicinski fakulteti. Jaz pa sem ravno zaključila prvi letnik in nisem tudi ne bila zdaj toliko usposobljena ali pa da bi se čutila sposobna, da bi čisto vedela, kaj narediti. In takrat me je kar malo zadelo. Vseeno čutiš neko odgovornost kot študent in se zamisliš o svojem znanju in o tem, kaj bi bilo še treba dodatno narediti, da bi znal v taki situaciji pomagati. Nataša je doživela 2 situaciji, kjer bi vsakomur prišlo prav znanje prve pomoči. To je bil povod za to, da se je pridružila Društvu študentov medicine Maribor za življenje, katerega prostovoljke in prostovoljci poskušajo javnosti predstaviti idejo, da je biti le nemi opazovalec v urgentni situaciji najslabša rešitev, ki jo lahko izberemo. Vsi, ko je slišal, da si študent medicine, nekako pričakujejo od tebe, da bo znal v takih situacijah odreagirati in je bil bolj to povod, da se prijavim oziroma da se pridružim. Za prostovoljstvo v Društvu za življenje se je odločil tudi Jan. Pravzaprav se mi zdi, da sem človek, ki je bolj tak uporaben in se mi zdi, da znanje prve pomoči je tudi zelo uporabno. Tudi na tem področju bi si v prihodnje želel delati in je bilo nekako vse eno z drugim, se mi zdi. Pa je pa vse prišlo naravno. Člani študentskega društva za življenje svoje znanje z različnimi delavnicami, tečaji in ozaveščevalnimi akcijami širijo med vse zainteresirane. Pri prvi pomoči, seveda najbolj ob temeljnih postopkih v življenju, ampak tudi pri vsaki stvari pomemben čas. In čas, ki ga, reševalci nimajo, ga ima pa vsak mimoidoči, ker je najbližji. Seveda tudi reševalci pridejo na kraj, kolikor hitro je možno, ampak tiska pa zares tako in zdaj pomaga, so pa vsi mimoidoči. Študentkam in študentom v Društvu za življenje velikokrat na pomoč priskočijo tudi člani Mariborske študentske urgentne sekcije ŠUS, ki na delavnicah prve pomoči delijo znanja urgentne medicine. Študentka medicine Tajda. To, da lahko mi nudimo naše znanje, ki ga dobimo tako v bistvu pri pouku urgentne medicine, mogoče v 5. letniku ali pa pri predmetu prva pomoč v 1. letniku in potem z našim entuziazmom in navdušenjem, da se dodatno izobražujemo, ker organiziramo delavnice, potem s pomočjo reševalcev, urgentnih zdravnikov, nekako dodatno izobraževanje, da lahko potem to svoje pridobljeno znanje delimo dalje, to se mi zdi res zelo pomembno. Nataša in Tajda dodata, da je pomembno, da v trenutkih, ko se zgodi urgentna situacija, ne zmrznemo. Kako pa razmišljata o prostovoljstvu? Ko potrebno nekdo, ki zna uporabljati EpiPen, ki zna odreagirati v tistem trenutku, je lahko situacija in sam izhod iz te situacije dosti boljši in pa dosti bolj pozitiven, kot če ni tam nikogar, ki bi to znal. In polje res ravno z tega vidika tu vidim to največjo dodano vrednost, da je čim več ljudi, ki znajo odreagirati v tistem prvem momentu. Ja, meni se zdi zelo pomembno, da se kot prostovoljci v to vključujemo, ker se mi zdi, da so ljudje tako zelo s strahom ali pa ne toliko z odporom, ampak res s strahom pristopijo, ker se ne počutijo ali kompetentne, ali se jim ne zdi, da bi oni to dejansko potrebovali in več kot je nas prostovoljcev, več kot je nekih lokacij, kjer mi to dejansko promoviramo in o tem ozaveščamo večjo javnost in večjo publiko lahko dosežemo in s tem, da je res enega vsakeč ali pa 2, 3, so to 3 novi ljudje, ki dejansko so usposobljeni vsaj približno oziroma imajo nekako več moči v sebi, več volje oziroma se počutijo bolj kompetentne, da pristopijo, ko dejansko gre za neko urgentno situacijo. In z vsako delavnico, z vsako predajo znanja, ljudje dobimo nekoga več, ki zna pomagati in biti človeku človek. Imela sem situacijo, ko je prišlo društvo AED in je bila izjava človeka, da tega tak in tak ne zna uporabljati. Tako da, ja, tudi s tem, da samo širimo znanje, da ljudje pol razumejo, ker v bistvu je sam fora v tem, da oni pridajo v stik s tem, da enkrat probajo in da potem vejo približno, kako se uporablja, ker pol itak sam AED recimo te vodi. Tako da, ja, da dobijo to mišični spomin, da v bistvu sploh pridajo v stik, da se spoznajo s tem in da pol izgubijo ta strah pred ukrepanjem in da so resnično pripravljeni pomagati. Slišimo jih pogosto, a za osvežitev spomina, kako torej pristopimo do nekoga, ki potrebuje pomoč?
V grobem imamo tak protokol, algoritem, najbolj ga poznamo s črkami VODDO. Prvo je zmer varnost, moramo poskrbeti za našo varnost, seveda tudi za varnost ponesrečenca, ker če se mi poškodujemo, mu niti ne moramo pomagati. Glavno pa je, če povzamemo v takih hitrih korakih, da preverimo odzivnost človeka, če se ne odziva, preverimo še dihanje. Tukaj smo na 2 razpotih, se pravi, če se ne odziva, ne diha, začnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Če pa sicer diha, ampak se ne odziva, pa to ne pomeni, da ne rabi naše pomoči, ampak ga moramo spremljati, ga moramo opazovati, ampak naše postopanje je malo drugačno in ga damo položaj za nezavestnega in seveda v obeh primerih, ki sem jih naštel, pokličemo na pomoč. Ker se večina srčnih zastojev zgodi v domačem okolju, je znanje prve pomoči priporočljivo čisto za vsakogar. Čeprav se medicinsko osebje trudi, da bi bila prva pomoč enako dostopna prav vsem, pa žal nekateri ljudje nimajo enakega dostopa do nje. Zdaj nekdo, ki je starejši, pa živi recimo sam, definitivno nima enakega dostopa do prve pomoči, kot pa nekdo, ki recimo živi z družino, je mlajši, je bolj sposoben s komunikacijo in pa vsem potrebem. Plus včasih sploh kdo ne ve, recimo, da doživlja infarkt, pa ne, mislim, sem imela že primere, ko pač so sami vedeli, kaj se dogaja in so sami uspeli poklicati na pomoč. Pri nekaterih to spet ni tako. Tako da mogoče res tega vidika že zaradi nekih primarnih omejitev, kot so starost ali pa samo znanje uporabe telefona in tako naprej, ali pa dostop do telefona, je res, da dostop do prve pomoči ni enak za vse. Kako torej poskrbeti, da pride pomoč tudi do teh ljudi? Država še vedno stoji na teh humanitarnih organizacijah, ki se, bom rekel, na te odrinjene na rob družbe ozirajo. In tukaj je pač priložnost tudi, da se tega človeka pogleda, da se ga na vsake toliko časa, kako bi temu rekel, kontaktira oziroma, da se ne bom preveč zapletel, ampak če povzamem, tukaj je ključna vloga humanitarnih organizacij, seveda je pa pač tudi na državi, da sprejme neke določene ukrepe, s katero bi se tudi prvo pomoč približali tem odrinjenim, da jo sami lahko nudijo in pa seveda tudi, da jo zmorejo dobiti, če jo potrebujejo. Se spomnite zgodbe gospoda in kozarca vode z začetka oddaje? Ker se je Nataša takrat znala pravilno odzvati, se je njegova zgodba končala pozitivno. Tista situacija se je v redu končala. Takrat je prišla prva pomoč, mislim, da reševalci so prišli prav čas in takrat sem res spoznala, kakva je v bistvu moč in meni se je zelo fascinantno takrat, koliko so sposobni pomagati in koliko so organizirani. Žal pa nimajo vse zgodbe srečnih koncev. V situacijah s smrtnimi izidi je težko tudi medicinskemu osebju. Ker je oktober mesec duševnega zdravja, sprašujem, kako v težkih situacijah zdravniki, reševalci in preostali skrbijo za svoje duševno zdravje. Kar se tiče teh težjih situacij, pač predvsem narava in pa res pogovor, mogoče tudi, da se obrneš na starejše letnike, ki ti znajo pač svetovati. Tukaj je ključna vloga tako sodelavcev, se pravi, ta program zaupništva med reševalci je, bom rekel, zelo koristen. Jaz moram seveda tudi poudariti, da nekih takih izkušenj, ker pač nisem zaposlen, še na srečo nisem imel, ampak drugo je, bom rekel, lastno spoprijemanje s takimi stvarmi, tako športom, konec koncev, tudi računalniške igrice, recimo, če pomagajo, gledanje televizije, kakorkoli, samo da nekaj ven daš. Zelo pomembno je pa tudi, bom rekel, da se domov vračaš v, bom rekel, topel dom k svoji družini. 16. oktobra, ob svetovnem dnevu oživljanja, pa se morda le vpišite na tečaj prve pomoči. Mariborski študenti medicine z veseljem pridejo k vam, pišete jim lahko na za.življenje@medicinec.si.